Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih. Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. 27. septembra je v Šentjoštu nad Horjulom potekala okrogla miza, na kateri so sodelujoči referenti, to so bili dr. Jože Dežman, Peter Hribar, Romana Bider in Marta Keršič, razmišljali o 80-letnici konca druge svetovne vojne in komunističnem prevzemu oblasti. Nocoj bo na sporedu prva oddaja, v kateri boste lahko poslušali prva dva prispevka z okrogle mize, in sicer bosta najprej spregovorili sodelavka Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in pa pobudnica gibanja Vseposvojitev Romana Bider. Najprej nam bo Marta Keršič predstavila usode protikomunistične vojske v Šentjoštu, Romana Bider pa bo razmišljala o soočanju s travmami in posttravmatski rasti, ki omogoča, da tudi iz trpljenja zraste nekaj dobrega. Okroglo mizo je sicer uvedel dr. Jože Dežman, ki je najprej pozdravil vse sodelujoče in pa poslušalce na okrogli mizi. Lepo vabljeni k poslušanju. Gospe in gospodje, spet sem vas vesel. Jaz verjamem, da je pa tale naš dogodek naj bo seme, ki naj uskali. Gre za to, da mi nujno rabimo drugačne pristope, zlasti v položaju, ko se v deželi pojavlja neizmerno veliko Nemcev. Jaz Nemce pravim ljudem, ki so nemi, ki karkoli jih vprašaš, molčijo in bežijo. Skratka, Nemci v gozdu nekako, a ne? In iz teh vzov jih je treba zbezati, ampak nedvomno si pa moramo pomagati sami in iskati poti, da bo to naše skupno lepilo, naš skupni spomin, naše spraševanje o tem, kdo smo, koga imamo za sabo, kaj pred sabo, da bo čim bolj polno, vsebinsko in da bomo pripravljeni na naslednje leto. Če ne bomo spet imeli komunistični prevzem oblasti. Jaz bi rekel samo, da zakaj sem želel besedo za sekundo, ker, poglejte, Šentjošt je tudi kraj upora, se pravi prvič medvojnega, zdaj pa tega, da je spomin obstal, živo in Marta Keršič, Kavčiči, vsi, ki ste k temu prispevali. Ampak tukaj se nama je, ko sva se z Marto pogovarjala, o tem se je pojavilo vprašanje. Pred leti so bili na Zaplani izkopani skeleti nekaj žrtev, za katere se je trdno verjelo, da so rovtarji. In po identifikaciji se je pokazali, da niso. Marta domneva, da bi lahko zdaj poskusili mogoče s 13, ki so iz Šentvida zginili via Logatec pravzaprav. Poglejte, to je že eno vprašanje, kaj storiti za naslednje leto, če ne drugega. Drugo je pa resnica. Jaz sam delam zdaj popis protikomunističnih enot prve faze, se pravi vaških straž in drugih, in tam vsi se pogovarjamo okrog 6000, jaz jih imam 7500 in je popis še daleč ni kompleten. Se pravi, resnica je prva plast, okrog katere se pogovarjamo, in to je resnica o enih ljudeh, ki so doživeli na usodo, ki je vredna spomina. In Marta, prosim. Najlepša hvala in lep dober večer. Začela bi pa z besedami našega pokojnega domačina Janka Mačka, ki je opisal dan po tistem, ko so 7. maja leta 1945 Šentjošt zapustili še zadnji domobranci in civilisti. In sicer je zapisal sledeče. Vas je bila kot izumrla, saj se zvonovi niso oglasili, ker ni bilo ne župnika in ne cerkovnika. Gostilna je bila zaprta, ker je gostilničar z družino odšel, in čeprav je bil ponedeljek, tudi v trgovini ni bilo nikogar. V svojem prispevku bom zdaj na kratko orisala, v kakšnih zgodovinskih okoliščinah so leta 1942 v Ljubljanski pokrajini začele nastajati vaške straže, in se bom osredotočila na območje župnije Šentjošt, pri čemer pa bi rada izpostavila fenomen množičnosti vključevanja v protikomunistične enote, ki je za današnje razmere skoraj nepredstavljiv.
Tako velika odzivnost je bila posledica brezizhodnega položaja, ki je domače ljudi na eni strani oklepal s partizanskim terorjem, ustrahovanjem in krutostjo, na drugi strani pa je stal in jih ustrahoval okupator, ki je bil po mednarodnih določilih dolžan nuditi varnost, česar pa ni zagotovil. Na nek način in z današnje časovne distance lahko rečem, da so se ljudje za spontani odpor odločili dokaj pozno, mogoče naivno misleč, da se bo stanje le umirilo in normaliziralo. A v skrajno napetih razmerah in ogromni stiski, ko ni bilo več manevrskega prostora za ohranitev življenj in domov, sta bila oborožitev in obramba edini izhod. Pri zbiranju podatkov o možeh in fantih, ki so bili v času od julija 1942 do maja 1945 za daljši ali krajši čas vključeni v protikomunistične enote, sem prišla do izredno visoke številke, blizu 180 pripadnikov. Naj omenim, da je imela občina Šentjošt po popisu iz leta 1937 928 prebivalcev. V številko 180 so vključeni fantje in možje iz župnije Šentjošt s podružnicami Butajnova, Planina in Smrečje. V to kvoto je zajetih tudi nekaj posameznikov, ki so bili sicer rojeni v župniji Šentjošt, so pa občasno sodelovali in pristopili k domobrancem v sosednjih krajih ali v Ljubljani. Med njimi je bilo pri domobrancih v Suhem Dolu 7, v Ljubljani so bili 4, v Lučinah 3, v Črnem Vrhu 2, na Vrhniki 2, po eden pa so bili še v Rovtah, na Koreni, v Notranjih Goricah, v Samotorici in v Zaplani. Vsekakor omenjena številka kaže na neverjetno družbeno destabilizacijo, ki je bila od aprila 1941 na eni strani posledica neizogibnih razmer vojaške okupacije strani italijanskega in nemškega okupatorja, na drugi strani pa vzpenjajočega partizanskega nasilja, ki se je približalo